Jaz sem pripravljena. Jaz imam čaj, Metin. Ja, Imaš? evo. Bravo. A dejansko piješ, si bolj pivka čaja ali kave? Oba Res? istočasno. Ja, glej. A Tu ne, je Metin nekaj. čaj, tu je pa kava, glej. Res. Oba istočasno in pač brez tega ne morem. To mi je tako. Dual habit. Krasno. A veš, ful sem res vesela, da sva se uspeli dobiti, zaradi tega, ker nekaj časa sva se menili, pa si predstavljam, verjamem, da moraš biti blazno zasedena, si omenjala en kup enih sestankov, pa a je tega veliko? Kaj to pomeni, da je tega preveč? Ja. V bistvu so verižni sestanki so, a ne? Lahko to pomeni, da ja nisem visoko organizirana oseba. Lahko pa pač to pomeni, da je firma v growth fazi in v bistvu se skozi odpirajo neka nova področja borbe in potem, če tamo ni role zafilane, morava jaz ali pa Jurček, ki je drugi CEO, moramo zafilati te pozicije. In enostavno zaradi tega je ful enih menjanja in kako je firma večja, jaz ugotavljam, da jaz res moram biti hub za informacije. Ker, če ljudi ne vejo, ne, informacije, oni si potem pač domišljajo, kaj je razlog za neke odločitve, za neke, kam gremo in ljudi si pričajo priče, ne vem, kako da rečemo, ne. In zaradi tega moraš res biti, ful moraš komunicirati, ne. Moraš biti transparenten, pa veliko govoriti, pa večkrat ponoviti, ker prvič ne sliši ali pa ne razume in komunikacija je ključna v firmi. Čak, se bova tole medve še čisto se globje zakopali v Docentrik, ampak zdaj jaz rada divergiram. Jaz divergiram, ne, ja, odlično je, zaradi tega, ker bova luštno skakali. Ampak dej za začetek povej, koliko vas je v Docentriku, koliko vas je zaposlenih? Okrog 60. Ja, okrog 60 nas je, ampak je nekako v pipelineu zaposlitve še ful ljudi in je to ena huda bolečina, da nas skozi primanjkuje in mi moramo skozi zaposlovati. In to je nekaj, kar je zelo time consuming, ampak ti se moraš investirati. Moraš se investirati v to, da prvo mi hajramo full ekspertov in oni rabe inspiracijo. Se pravi, vizijo. In ti za vsakega moraš to, pač si vzeti čas, da to vizijo pa inspiracijo pač predaš, ne. Ker mi smo res hvaležni vsakem ekspertu, ki se priključi, res tako. Mi se zato imenujemo sodelavci, ne zaposleni. Mi smo sodelavci. Ja, ampak res. Lepo. Ja, tako. Lepo. Veš kaj, zdaj pa, ker delava medve podcast Metin čaj, ne, mava pa z Aljažem Pengovom Bitencem, ki je moj sovoditelj in zdaj uživa pač nekje na snegu, ne. Good for him. Imava eno klasično vprašanje vedno za vse, ki pridejo k nama v goste in to je na začetku, preden se ti pravim, da se zakopljeva v zaodrje tega, kar počneš in o tem, kako razmišljaš in kakšna je tvoja izkušnja z mediji, da se najprej malo predstaviš. Zdaj za tisti, ki te ne poznajo, Ana Grigorjević, šefica ali pa ko-šefica Docentrika. Ja. Daj najprej povej, prvo, jaz sem servant leader. Jaz sem tu za vse druge. Tako da nisem šefica, ampak sem tu, da servam, ampak tudi, da vodim. Prvo šefica, to je nekako deplasirano in today's times. Tako da to ne, sorry za tako malo korekcijo. Ampak, ne, super je. Kaj pa sem jaz? Jaz sem tako ena žena, ki je zdaj v menopauzi. To mi je veliki problem, da sem se soočila s tem, da sem stara 50 let in to mi je bil veliki šok, da je moje življenje kar šlo. Moram reči. Kako to misliš? Ja, pa prav tako, kako sem povedala. Moram reči, da sem bila šokirana, ko je prišel taj 50. rojstni dan, ker tako, evo, kako je to šlo. Jaz sem se rodila, potem sem šla v osnovno šolo, tam sem ful uživala, ful sem odkrivala, kako so stvari zanimive. To je bilo vreme socialistične Jugoslavije,
vsi smo bili pionirji, bile su dejavnosti, jaz sem šla na vse dejavnosti. Meni je vse zanimalo in sem bila marsikje dobra, tudi v književnosti. Na koncu osnovne šole sem mislila, da jaz bom pač književnica, da bom spisateljica. To se ni steklo tako, ampak tako, ful sem uživala v knjigah, a ne. Po drugi strani, matematiko nisem prav preveč poznala, ker smo imeli takega profesora, ki je pač, zdaj ne bi o tem govorila, ampak je pač bil dokaj odsoten, mislim, iz nastave. Ja, nisem vedela, kaj je to. Ampak potem sem nekako sem vpisala gimnazijo, ker mi se to zdelo prestižno in je ta gimnazija ponujala programerski smer. To so pol ukinili. Tako da sem ja bila tako ena ali pa dve generacije, ki je to pač imela in sem ja odkrila, da je meni programiranje blazno všeč in da so te, da rečem, te naloge, ki so nam jih tam dajali, kot ene uganke, ki jih ti lahko rešuješ. Tako, jaz sem se sprehajala po Kikindi, jaz sem tam odraščala. Jaz sem se sprehajala in sem reševala problem permutacija, problem trgovačkog putnika, take zadeve v glavi. To so bili meni ful blazno dobre izkušnje, ne? Ampak v toj gimnaziji spet vse te aktivnosti, bila je tu spet književnost, mislim, nekako biologija, ne vem, vse mi je bilo cool. Ja, res nisem vedela na koncu te srednje šole, kaj bom jaz, ker se zdelo vse tako zelo dobro, ne, zelo dobro. In, a ja, res, v Kikindi, Kikinda je recimo kot Kranj, a ne. Lahko rečemo, zelo močen plavalski klub, jaz sem tam trenirala plavanje 8 let. Jaz sem res najdla similarities between Kranj and Kikinda, a ne. In taka ena domača scena, zaradi tega mi je Kranj ful všeč, ker pač vsi se poznamo, vse je domače, vse je malo, ne vem, ful mi je všeč to bilo. Mislim, v Kikindi, v Kranju in pop, ko sem šla študirati v Beograd, to mi je isto bil kulturni šok, da si tamo pač ena pikica in to so bili teški časi. Takrat to bombardiranje Srbije, Srbija je bila agresor, jaz to sem vedela, pač ni bilo nekih medijev, posebej v Kikindi, ampak videla sem, da smo v razredu recimo dobili ene begunce iz Hrvaške, iz Bosne in pa si s tem bil soočen tak na personalni ravni, a ne. Ampak kaj sem še hotela za Kikindo povedati, tam je bila ena radio postaja, Radio Kikinda, in jaz sem mislila, jaz bi zdaj malo delala na radiju. Zato, jaz sem vedno mislila, vse lahko narediš, kar si želiš. In to tako Kikinda mi dala ta experience, da pač, plavalski klub, lahko plavam, lahko vse te sekcije, lahko malo književnost, literalni spisi, tam neke nagrade sem dobivala, programiranje, tam sem bila edina ženska, bila sem druga v Srbiji, oni so mi vsi gledali. Čakaj, druga v Srbiji v čem? V programiranju. Wow. Ja. Pa sem šla še v Petnico, to je taka neka raziskovalna postaja. Tam so bili isto vse moški, a ne, za programiranje in smo ene robote izdelovali, a ne, in v Pascalu, ki so morali imeti strategijo, kako se fajtajo med sabo, a ne. In moj robot se imenoval Janko, njihovi roboti pa so se imenovali, kaj pa vem, Robocop in tako to. Darth Vader, kaj pa vem, a ne. Kaj moški si že poželijo za svoje robote, ne. Ampak je Janko zmagal. Prvo so gledali kao, Janko, kaj bo Janko, a ne. Ampak Janko je pol zmagal na turniru, pa so me drugače gledali. Ampak vedno je bilo to, ker sem bila ženska med tim, zdaj smo malo že na tej temi, a ne, med moškimi programerji, a ne, kao, kaj pa ta počne tukaj, a ne, kao, to je ena, kao. Ta se malo zeznula, nekaj. Ampak nekako, jaz sem pač bila navajena, da se pač moram izboriti. Ampak še za Radio Kikindo, ne, to je recimo pomembno, zakaj smo mi šli Polodynamics Mindset. Mislim, ker je moj mindset bil tak, vse se da, jaz sem šla tam, jaz sem rekla, glejte, jaz bi res rada nekaj delala tukaj, meni se zdi, da je to zanimiva izkušnja, jaz sem poslušala neke vaše oddaje,
Kao, a imate kaj za ponuditi? Pa so rekli, imamo mi eno mladinsko sekcijo. Ok. In pa smo tamo delali vse to, kao, ko pride EKV v Kikindo, mi gremo tamo, intervju. To je nama bilo wow, ali pa neke radiodrame smo delali, ali pa ankete građana na ulici. Kaj si vi mislite? Iz mene je delo en človek, ki je v bistvu pol postal zelo afirmisani TV voditelj, Ivan Golušin. In nas dva sva bila full frenda in na toj Radio Kikindi smo mi, pač, mislim, ne vem, se igrala, da tako rečem. In pa je moja babica to poslušala. Ne vem, je kdo drug, ampak ona je vedno poslušala, rekla, da, poslušala sem te, kao, da, bila je super, kao, da. Imenovala se Drugom stranom. Ne vem, kaj to pomeni. No. In ti si pol v bistvu študirala vse to in si že s tem projektom robotskim, ki si dala Janko ime, si v bistvu že skoraj malo nakazala, da te pot vleče ali pa da te vtegne enkrat potegniti v Slovenijo. Ali je to čisto slučajno, Janko? Ne. Janko je pravzaprav bil moj fant. Kakšen tribut. Ja, tribut tu Janko. V bistvu on je takrat bil v nastajanju fant, tako da je to bolj bila taka čežnja. Ampak se je pol res zgodilo, tako da ja, Janko smo imali tako eno romanso, zelo je bilo divno, ampak se je končalo s to Kikindo. In pa v Beogradu na tom faksu, jaz sem šla na faks matematika mi je sjajno šla, res sjajno, in programiranje. In jaz si mislila, pa jaz sem lahko spisateljica naknadno. Pomembno je, da jaz imam neki alat, neki zanat v rokah, in to je programiranje. Ker ni bilo programerskog faksa, zdaj obstaja, ampak takrat je bila matematika in tehnika, sem ja izbrala manje zlo, oziroma matematika mi je bila ful všeč in sem si mislila, pa kao, jaz vse vem, mislim, jaz sem brez priprav tam na tom izpitnom, sprejemnom izpitu, jaz sem to razturla, Jaz sem mislila, kaj jaz lahko zdaj na tej matematiki se še naučim, ja to vse vem, razturam. Jaz sem učila te svoje, mislim, sošolce, ko so imali probleme, bila sem res tako, ful vase sem bila, mislim, imela sem zaupanje vase, da matematiko poznam, ampak to, kar sem ja tam videla na tom faksu, ja, mislim, to je bil res šok, da so to take eni abstraktni prostori, en dimenziji, da ti tu nič ne štekaš, neka geometrija Lobačevskog, ki ni v trokotniku 360 zbir, seštevek kotov. Meni to se je bilo mind-blowing, ampak ne na dober način, nego tako, fuck, jaz sem si to izbrala, ampak ja nisem kviter. Tako da sem ja vse to naredila s veliko poprečno ceno, prek 9, matematika vedno 8-9, programerski predmeti 10, tako je bilo. In je na koncu bilo tako, in kot sem šla delat, sem mislila, če sem ja to preživela, ta faks, pa jaz bom razturila v svoji karieri. Mislim, jaz mislila, zdaj me nič ne more. Mislim, ta problem permutacija, ki sem ga omenjala, da sem v srednji šoli reševala, na faksu recimo bio na izpitu za assembler, rešite problem permutaciju u assembleru. I to je bilo, mislim, da ti sad assemblerske komande pišeš rekurzivni algoritam, to je bilo zelo, mislim, da rečem, ful su nas, mislim, kriteriji na faksu su bili nevrijetni, to, mislim, če je nas par končalo od 150. Ne vem zakaj, wow. Ne vem zakaj so se šli tega, ne vem, pač. No, pač postavili so neke kriterije, kaj gre čez, ampak veš kaj, da mi to povej, evo, ker so ravno ti dnevi ali prihajajo, pa si parkrat omenila, koliko si bila pač edina ženska, a je kdaj v tej fazi te to odvračalo, oziroma kako si s tem zdilala, ampak veš, ker to ni čist easy, biti edina v razredu, ne glede na to, kaj je ta edinost, je vsem se mi zdi kar pressure, a tep ni bil? Mislim, v šoli je bilo mešano in na faksu je bilo mešano, ampak večina tih ljudi ni bila niti za programiranje, so tam pač prišli, ampak ko sem šla na ta tekmovanja, sem bila uglavnom edina.
Skoraj No, vedno. Mislim, to je res no, kako so te grozno, a ne. gledali? Ker mislim, je grozno, se zdaj verjetno malo Pa drugače. čudno so me vseeno je gledali, čudno so mi gledali, ampak so pol to sprejeli. In jaz sem v bistvu dojela, da je to vse by design, a ne. Naš sistem, mi smo v sistemu, kjer to ni pač običajno za ženske, a ne. In ženske se tega ne lotevajo, ker ne vem, ker je za ženske bolj primerno nekaj drugega. Ja mislim, da mi to tako tudi same sebi naredimo, eno kao področje, ki je za nas. In cela naša družba je tako dizajnirana. Da so žene za eno stvar, pa žene morajo misliti na družino, ti si zelo slaba ženska, ko si majka, pa še hočeš kariero, zelo hitro podvomiš vase, a je to moralno. In to pa ni cool, da je sistem tako dizajniran, a ne. Ja bolj krivim sistem in ne krivim moške, ker so oni se tudi tako naučili, a ne. Oni so se tako naučili, da so oni provideri, a žene so za družino, a ne. No, saj to, ja, tudi njih se poriva v neke vloge, ki gotovo Pa ni njima kakšnim lahko. ustrezajo, Ni kakšnim njima pa lahko. ne. Ne, ni jim lahko. Točno to. Tako da ti si se pol dosti zgodaj že zapisala tej karieri, ki je bila programiranje, ki je bilo računalništvo, v bistvu si bila pionirka na tej sceni, ne? Mislim, to je tako ena zdaj titula, ampak bila sem ena od malobrojnih, mislim, ni nas bilo veliko, ja, tako. Ne, to sem bolj mislila, da glede na to, da v bistvu še ni bilo teh fakultet zares, pa teh programov, ki danes seveda so, ne. Danes pač je tudi v Sloveniji fakultete za računalništvo, profesorji, ki je posebej, ne vem, programe in predmete na teh stopnjah, ne. 30-40 let nazaj oziroma 30, ko si se pa ti tega lotila, ne, si mogla pa pač matematiko pa tehniko vpisati, ne, če si hotela te stvari delati, ne. No, cool, pol pa daj mi povej, kako je pa prišlo pol do tega, da si prišla v Slovenijo. Pa to je ena osebna zgodba, ne. Okej, ni treba. Ne, lahko povem. V bistvu, na faksu je zdaj bilo, na tem matematičnem faksu je bilo kar dosti žensk, samo da popravim prejšnjo izjavo, a ne, ki so se potem res razvile v zelo dobre developerke, a ne. In jaz osebno poznam ene, ki rasturejo, a ne. In moram reči, da ko primerjam Srbijo, recimo, ko smo mi končali te fakultete, pa elektrotehnika, pa zdaj so še drugi faksi, ki proizvajajo, da rečem, developerski kader, a ne. Moram reči, če primerjam Srbijo pa Slovenijo, ali pa Makedonijo pa Slovenijo, da je v Sloveniji neprimerljivo manj žensk v računalništvu in IT-ju. To mi je recimo fascinantno in ne morem si to razložiti, zakaj je temu tako. To mi je recimo interesantno, da je v Srbiji več. In mogoče v bistvu ena razlaga je temu, ena možna razlaga je to, da v Srbiji in Makedoniji so IT jobs zelo dobro plačani. In da je to v bistvu prisililo veliko njih, tudi ženske, da grejo, ker potem imajo možnost, da pač žive življenje srednje klase, a ne. Tako si razlagam. V Sloveniji pa ne vem zakaj, mogoče zato, ker v šolah ni to recimo first class citizen predmet, niti recimo v Srbiji je že v osnovni šoli je programiranje, ne. V Sloveniji pač niti v srednji ni in moja dva otroka niso imela programiranje, mogoče kot izbirni predmet, in je bilo rečeno, če si oni želijo programirati, naj grejo v srednjo šolo, ki je specializirana za programiranje. Ampak to ni cool, ker če ti hočeš res imeti eno širšo izobrazbo, pa greš v klasično gimnazijo, ne razumem, zakaj en predmet ne bi lahko bil to pravo računalništvo, ne, a informatika, to je drugo, da ti uporabljaš sodobne aplikacije, ampak da res se naučiš malo algoritama, mislim tako, malo da spoznaš to kot znanost, a ne. In znanstveno vedo sem mislila. In mi je to škoda, ker mogoče bi s tem tudi ženske bolj šle v IT. Tako ženske po koncu gimnazije kaj vejo? One ne vejo, kaj je to, zakaj bi šle na računalniški faks, tam so samo moški, a ne.
Ja, vidiš, saj s temi projekti, kakršen je tudi inženirka leta, ne, se poskuša tudi malo vidnost tem, te Absolutno, vrste poklicom dajati, ker se mi zdi absolutno. zelo fajn. Nisem pa vedela, da pa je toliko manj jih pri nas, Je. kot v primerjavi recimo na Srbijo ali pa Ja, Makedonijo, jaz kar moram si reči, da omenila. mi, ko vidimo žensko v IT-ju, mi se res na glavo postavimo, da bi je dobili, a ne. Mislim tako, ker nam je ful nam je vredno, da bi čim več žensk zaposlili, glih zaradi tega, ker ženske, mislim, dajo, da je večji diversity v mindsetu, v razmišljanju, v approachu. Ženske so bolj tako, da rečem, to je zdaj politički nekorektno, ampak mogoče imajo malo bolj, a veš, empatije, pa te kompeticija je bolj kolaboracija, ni tolika ne vem, tako. Ne, razumem in se čisto strinjam. Tudi sama delujem v teh različnih sferah, pa tudi se mi zdi zelo pomembno za zdravje samega ali podjetja ali kjerekoli ekipe, da ni samo enobarvna. Ne, zdaj ne pomeni to, da Ja. moraš vedno iskati neko ravnovesje 50-50, ker to pol se siliš, da to dosežeš, ne. Ampak, če pa ni Ja. čisto enobarvno, je pa tudi, se mi zdi, fajn za vse. In moški nose ta obrazec, a ne. To, kar smo rekli, da je družba dizajnirana. Moški nose ta obrazec, jaz sem močen. Ja nisem vulnerable. In oni morajo to masko zelo težko dajo dol in s tem servant leadership in v bistvu malo, mislim, kako kažem, je teže doseči. Če si ti ženska, pač rečeš, nisem skilled, ne vem, hitro posumiš vase. Hotela sem še, da se vrnem, zakaj sem prišla v Slovenijo, ampak lahko tudi rečem, recimo, ko sem iskala prvi job v Srbiji, to je zanimivo, prvo sem se zaposlila v Delta zavarovanju, ker je to bio eno glas i rekli su, bomo vas testirali, pa su nas testirali, pa su me vzeli, nepomembno, bilo je 8 mesecev, ja sam tamo res dobro se postavila, ampak to, ja sam tamo bila sekundarna dejavnost. V podporo uporabnikom, kot developer oziroma član IT tima. In jaz sem zelo hitro poštekala, da jaz hočem, da sem v softverskoj hiši, ker sem ja tako, kako da rečem, glavna dejavnost. In potem je bil eno glas za Comtrade. I tam je pisalo kaj mora vse imati idealni kandidat. In jaz sem se javila na oglas in sem rekla, edina razlika med mano idealnim kandidatom je, da sem žensko. Ker bi lahko bilo idealni kandidat / kandidatka, ne? Ampak ne, bil je idealni kandidat. In popa je to očitno tam sprožilo neko reakcijo. In popa je ta gospod, ki me je zaposlil, pol je, v bistvu je to isto zanimivo, on je meni rekel, jaz tebi ne morem dati tako veliko plačo kot u Delta zavarovanju, to je takrat bilo 500 maraka, jaz ti lahko dam polovico. Jaz sem rekla, pristanem, vzamem. I to je njega u bistvu prepričalo da sam ja pravi kandidat. I on je meni, taj čovjek je meni, Ivan Aleksić mu ime, on je zdaj pokojni, on je meni res vsak mesec dvigovao plaču za 50 ali pa 100, zdaj sam pozabila, ali ja sam zelo hitro prišla na 800, se pravi več kot sam imela tam, a ne? In to je bila ta prava odločitev, da sam šla u to firmo Comtrade, ampak pol pa je taj moj šef, Ivan Aleksić, oziroma mentor in lider in mislim, bio je super lik, je umro u 49. letu. Tako da ja sam bila šokirana, umro je res na sinergiji. Ja sam bila asistentka na predavanju njegovom, on je predavao predavanje prehod na .NET platformo, takrat ni bilo .NET-a, in smo nas dva prišla, ne, mislim i svi drugi, in pol pa je on tam umro, ne. Ko ga je pokusila za ovo senzacionalistička priča, ampak jaz sem bila ful šokirana takrat in pol pa su se ene spremembe zgodile v podjetju, ki meni nisu ustrezale in je moj, takrat sem bila u vezi s enim fantom, zelo izjemna oseba je bio, Tihomir se imenoval, ne Janko, Tihomir. Tihomir je šeo pred tem, ker je taka bila jedna super priložnost, je šeo delat u Grčijo. In ja sam rekla, aha, ti si šeo u Grčiju, ne?
In zdaj je taj moj šef umro in zdaj je prišel en drugi, ki je tako neki nama govorio kaj moramo delati, tako da je z nogo risao neki u pesku. Mislim, to je bilo res smešno kako je ta me je ful razočarao. Se pravi, ja sam morala da imam nekog moćnog lidera, ne. I taki je prišao mi je bio kar neki, ne. In sem rekla, zdaj je mogoče čas za spremembo. Tihomir je šel v Grčijo, jaz pa bom šla nekam drugam. Da ja probam neki. Ja, i kao, vprašam ja s kolego, kao, kako greš ven, ne? Pa je on rekao, gle, ima en sajt, tamo imaš džobe iz Slovenije. Ja lociram en džob, en jedini džob. Ja. In se prijavim na ta džob, a ne? In se ta gospod meni u glas reče, jaz pridem u Beograd da intervjuiram kandidate, a se bomo srečali. In ja rečem, pa ajde. Mislim, ja sam se rekreativno sam se prijavila na ta džob i on je rekreativno prišao, mislim, ne samo zarad mene. I potem je on meni tako rekreativno vse uredio. Sem rekla, ok, jaz lahko probam na 4 mesece, kako je to. In ker sem tako očitno zelo lahkomisleno sem delala odločitve, mislim lahkomisleno, hitro sem delala neke zelo krušile odločitve, ja nisam zdaj gledala na to, jaz grem u Slovenijo za cijelo življenje. Ja sam šla malo da vidim, ker sam ja živela u getu. Tamo ta Srbija, pa to Slobodan Milošević, pa inflacija, pa ne moreš se prevažati, ni prevoz ne deluje. Ta inflacija, nič nisi mogu kupovati. Ja sam, takrat sam kadila, vem da su se cigarete prodajale na kos. Lahko si kupio par kosov. Popa, ko je bilo tisto bombardiranje, mi nismo verjeli da nas zdaj bojo bombardirali. Popa sam se ja kladila sa tim nekim iz trafike, ki je prodavao cigarete. Rekao, daj, ceo boks mi daj. Zdaj ne boli česar. Popa on rekao, zakaj pa kupuješ? Rekao, pa zdaj nas bojo bombardirali. Popa smo se mi kao, stavo smo imeli, ne? On je rekao, ne bojo, ja sam rekla, pa bojo. In su nas res. To je bilo kar, ja sam bila res šokirana, ampak res Popa je Sloba, je res geto, mislim, res je tako bil autoritativan režim, diktatura 100% po tem bombardiranju, dokler ni padao 5. oktobra, a ne. In Popa, ko je vse to bilo mimo, ja sam delala u tom Comtradu i vse to, ja sam se čutila da sam ja zdaj u tem getu rasla i da bi ja zdaj malo videla kako zdaj normalni svet, malo da vidim. Ker ja nisam nikamor mogla putovati, ne, tako ni bilo benzina, mislim, nisi mogao. In je to recimo ful zanimljivo da sam ja živjela u Kikindi, to je na meji z Mađarsko pa z Romunijo, 6 km od Romunije, ne vem koliko do Mađarske, zelo malo, ne. Ja nisam nikoli bila ni u Romuniji, ni u Mađarski. A ni to sam pol razmišljala, a ni to hudo. Mislim, to je res grozno. Ta kultura da ti nekam greš, ne, ti sediš u svom mestu, mislim, lahko delaš na Radio Kikindi, lahko plavaš u klubu, ampak tu ki sediš, ok, popa cela ta scena, begunci, popa to, inflacija, Sloba, svi te vojne, vsi su nas mrzeli, vsi su mislili, kakšen mi je grozan narod. Ne vem, nisam ja bila s tem obremenjena, ampak to je bio geto. In sam rekla, grem jaz pogledat malo izvan geta. In tako sam ja prišla u Sloveniju. Brez efforta, da kažem effortless, ampak ne vem, mislim, meni je prvo bilo zelo težko, ne. U smislu, ja zdaj nič ne razumem, kaj ljudi govorijo, oni mene razumeju, jaz njih ne razumem. Ampak nekak, ja nisam kviter, ne. In ja vedno rečem, moram zdaj vsaj 1 leto, kao za matematični faks. Ja zdaj moram to malo isprobati da rečem res, a je to zame, ali ni zame. In ta prva služba ni bila glih zame, a ne, u smislu da spet kao Delta zavarovanje pa pa Comtrak, tako da sam ja sam spoznala pol enega, ki je delao u Iskrtelu in on je meni govorio kako on gre u Nemčijo, kako je to international company, kaj oni tam počnejo, pa pridejo eni iz Kitajske, pa eni iz Indije. Meni su se oči svetlile. Jao, jaz bi zdaj u international company. In popa sam ja tako prišla u Iskrtel. Eto, to je takav bio razvojni put, ne. In sam res uživala.
No, in Ja. si tisti Iskratel, pa ta kranjsko okolje, pol je pa pač zrasla tudi ideja sčasoma za svoje podjetje, ne, Ne, Docentrik. ni še. Ni še? No, dajva pol še tole, na kratko. Ja, veš, težko je na kratko, ne? Saj vem, kaj je to. No, ampak glej, to me zanima, kako je pol prišlo do tega, da sta s partnerjem naredila eno podjetje, ki je bilo pred par meseci prepoznano za eno, Gazela leta ste poslali, a ne, Ja. en kup nagrad in soustvarjate stvari v Sloveniji, pa in širše, ki so takih dimenzij, da tako, wow. Dobro, No, povej, hvala. pol se je to Pa nič, razvijalo. pa ta Iskratel je bio dobra firma, a ne? In pa je Iskratel začel malo padati, a ne? Tako. Se je krčio, Siemensu ni šlo dobro, pač kriza je bila 2008, a je to vplivalo, nisem ja toliko razmišljala široko, jaz sem imela 2 mala otroka. Tako, da nisem o tem razmišljala, sem videla, da pač stvari niso kakor so bile prej. In Iskratel se ni tako znal, zdaj recimo, meni se zdi, da Iskratel, zdaj je to Kontron, to, kar je ostalo, mislim, v kaj se je transformiral, da mu zelo dobro gre. Ampak takrat veliko razvijalcev je bilo nezadovoljnih, aj tako da rečem. In pa sem ja začela razmišljati, da zamenjam job, a ne. In na tom drugom jobu v bistvu je bil en projekt, gdje smo sa mojim partnerjem, Juretom, delali na enom projektu, ki je potreboval eno tako funkcionalnost, ki smo je mi pol upgradali v produkt. In ta funkcionalnost je bila, to se sliši zelo dosadno, da se avtomatiziraju poslovni dokumenti, a ne. In da se pač občina Mol je zahtevala ful heavy workflow potrjevanj raznih dokumentov in mi smo to drndali na nekom projektu. In pa je v enem trenutku sem rekla, ampak Jurček, gled, ti si tukaj neki začeo, gled to, taj neki Word, imaš tu neki mali kao dizajner za te dokumente, pa zakaj, ti ne bi zdaj to res orang dodelal in je to produkt. Bili smo ful naivni, ker nismo nič vedeli, nismo, na primer, pogledali, obstaja takav produkt na svetu, nič, a ne. Ampak smo rekli, to je ful dobra stvar, dajmo mi to delati, ne. In smo mi tako začeli to delati in smo delali v prostem času, mislim, kao druženje. Nama je to bilo druženje, da, tako. I potem smo celo su bili, neke firme su bile zainteresovane za to. Kroz pogovore smo mi to njima govorili, pa su te firme slovenske bile zainteresovane da to vide. In pa smo mi ugotovili, da tu je neka potreba in potem v tom RRC-ju, ki sem delala, pa nekako spet, kot v Iskratelu, je prišla ena faza v RRC-ju, ko sem ja rekla, ja, mogoče bi ja lahko zamenjala službo, jaz bi lahko bila kontraktor in sem šla pol, da sem kontraktor in delala sem s druge firme in je nekako Jurček ostao u RRC-u in je ja, i pol u jednom trenutku je tu on dao odpoved, ampak sam ja kod kontraktor recimo služila neki denar, ki je bio zelo u redu za oba. On je pa bolj delao, ker on je veći strukovnjak od mene, bolji developer, res za to vrstu posla in on je taj naš produkt dodelao. Tako da to je trajalo jedno 2 leti da je on to res dodelao u nulo, ker to kar je on naredio je res jedna taka zelo kompleksna mašinerija, kako ti kako iz Word dokumenta dobiš druge formate, kot je PDF. To je zelo težko. In to je on delal več kot 1 leto, ne, doma. Ampak on je recimo bio toliko pri stvari, da mu ni padlo dol, da ni rabio tima, da je bio toliko fokusiran, da je bio toliko zanesenjak na koncu koncev. To ti si potem sanjač, a ne, da lahko take stvari narediš, a ne. Jaz sem pa pač kot kontraktor, 2 otroka, mislim, moraš, a ne. Ampak smo nekako skromno, ampak smo, no. In smo brainstormali drugač doma, ampak je on delal na produktu. Jaz sem pa bila kontraktor. In po enem trenutku je prišel čas, ena od tih kontrakt pozicija je bila na Beterni, prejšnji Edakti, ki je delala na tom ERP-u in sem ja videla, da oni tamo imaju blazan problem s tistimi dokumenti. In sem rekla Jurčku, glej Jurček, ta naša komponenta, ki si izdelal, tukaj je toliko jasno
komu bomo to prodajali, kakšni su poslovni scenariji, dajmo je dat noter. I pol pa sam je v bistvu jaz dala noter, ker sem ja poznavala ta ERP. In sem dala odpoved in smo potem nas dva to začeli tako. I takrat smo otkrili da su i neki konkurenti. Do takrat mi nismo raziskovali tržišće. Gdje smo bili, recimo temu, isključno developeri. Ampak takrat smo otkrili da su konkurenti i to. Ampak recimo, Nataša, tu je zdaj to, jaz hočem delat na Radio Kikindi. Juček je rekao, ma kje mi bomo, pa to je enterprise svet. Pa nas dva, kdo sva, kao. Ja sam rekao, ne. Nas dva smo ful pametna. Poglej kaj si naredo, a ne. In jaz bom zdaj svoj deo na tom ERP-u, gle. Mi konkurišemo kompetitoru, gdje poglej njihove rešitve, naša je bolja. Mi imamo product excellence. Zakaj mi ne bi konkurirali celom svetu? Zakaj? Mislim, kao, aha, samo 2 človeka voze se istom autu, rizik je velika, ne? Mislim, kako? Ampak pol nekak smo dobili prve stranke, ki jim to očitno ni bilo pomembno. In tu smo mi nekak rekli, da nas je malo več kot 2, malo smo, ok. Ste inflatal malo, ja? Malo, ampak pa res su neki ljudi začeli se tak spontano priključevati. To su naše kolege iz preteklosti, ki su nas same kontaktirale. I to je nekako ratalo jezgro firme in vsi, ki su se priključili, su bili švajcarski noži. To pomeni, da su delali vse. In programiranje, i bondanje s partnerji, i demonstracije, i marketing, in mi smo vsi sve delali. In tu smo se mi, recimo, da rečem iz tih čistih tehničnih profilov, nekak začeli ukvarjati s drugimi posli in pa recimo to moje, ta strast za knjigama, pa da sam rada pisala, pa vse to, tukaj mi je prišlo prav u marketingu, ne, tako, komunikacija, messaging, kaj ta druga strana hoće vidjeti, če to vidi prvi put, če to vidi drugi put, če je ta persona tehnična, če je ta persona, da rečem, bolj biznis. To sam razumela, recimo, to je za marketing. Ja, valjda, vidiš, to je ful pomembno pri komuniciranju. Džabe ti je ideja, ki jo imaš, ali pa nek top izdelek, če ga ne znaš v narekovaju prodati, se pravi različnim ljudem povedati, zakaj gre, ne. No, kako bi ti, Ana, rekla, evo, dost me jih vpraša, kaj dela Docentrik, ne, pa zdaj ta dokumentna avtomatizacija in tako dalje. Samo to dela. Samo dokumentno. Čakaj, ampak ti, omenimo podjetje Docentrik, kjer ste ga s partnerjem ustanovila in na kjerem delate in kjer rastete in kjer, tako kot si rekla na začetku, da morate skozi zaposlovati, ne, ampak kako ti v par stavkih poveš, kaj sploh, s čim se Docentrik ukvarja, kaj ste vi? Ja, bom povedala. Nekomu, ki valjda ni profi iz področja, nekomu, ki ve pač tako, ne vem, kot jaz, ki pač računalniki, splet, družbena omrežja, Word, PDF, nisi pa programerka, recimo. Ja. Ok, recimo, vsaka firma ima poslovanje, ne? In zdaj mala firma, srednja firma, velika firma, to poslovanje se mora evidentirati. Če si mala firma, lahko uporabiš Excel ali pa neke fajle, kje ti pišeš kaj si delal, s kim imaš namen se sestati, kaj je outcome tog sestanka, kakšni su ti neki poslovni cilji, ne vem. Ampak kako firma rata večja, ti rabiš res en informacijski sistem in temu se reče ERP sistem. In recimo vsi vemo za SAP. Znamo da je davčna uprava tudi za 21 milijona evrov upeljala SAP. Se pravi, da vidimo koliko je to drago. Mislim, to su ogromne stvari, a ne? In za tako kompleksan sistem kot je davčna uprava, ali pa karkoli, a ne? Lahko je tudi Docentrik, mi tudi imamo ERP, ne? Ker mi moramo vedeti kdo su naši kupci, kdo su naši vendori, kome smo izdali račun, kdo je nama plaćao račun. Ne? In zdaj vse to je u ERP. Ne? Obstaja še aplikacija, recimo CRM, lahko je deo ERP-a, v bistvu je to posebna aplikacija, lahko je mali modul kot u SAP-u, ali nema veze. Tu pa ti imaš evidencu kako delaš s kupci, a ne, kdaj si se s njima sastajao, kaj su ti oni rekli i tako naprej. Zdaj, u svakom poslovnom procesu ti imaš neke
transakcije in rezultat svake transakcije ili svakog procesa je neki dokument. Neki dokumenti su zakonski obvezni, na primer račun. A ne? I samo, če vzamemo račun, na računu mora biti davek. Ampak davek je zelo specifičen do na državo. A ne? Do na produkt, recimo ti ponujaš neke usluge ali pa ponujaš, če si lekarna, imaš manjši davek, mislim zaradi tega, ker su zdravila manje obdavčena i tako naprej. Se pravi, to je cijela filozofija in to, mislim, nisam se dobro sazvala, to je zelo kompleksno in to se sve evidentira u ERP-u, konfigurira. Mi nismo na SAP-u, mi smo na Microsoftovom SAP-u, ki se imenuje Finance and Operations, Dynamics 365 nepomembno. In mi moramo ta ERP full poznat, ker v svakom procesu je dokument. Invoice, ali pa je to printanje na lepku u warehouse-u, ali je to, ne vem, purchase order, se naručilnica, ali pa je to ponudba. In v bistvu, da bi ti na baton dobio vse te podatke prikazane tako kako je potrebno, rabiš en software. In zdaj, Microsoft, vsaj Microsoft, a mislim da tu SAP, i drugi vendori tih poslovnih aplikacija, da im tako rečemo, a ne? Oni su fokusirani da res dobro naredijo plače. Kako se plače obračunavaju? To se menja z zakonom, a ne? Kako se davki beležijo? Kako produkte ti, kako boš diskaunte konfigurirao? Kako produkte konfiguriraš? Kakšni su im atributi? A ti prodaješ majičke, katere barve, mislim, kje su skladiščene, a ih ti proizvajaš? Vse je to informatizovano. To se imenuje digitalizacija podjetja, ne? In Microsoft i ti veliki vendori, oni se fokusiraju na vse to i njima dol visi za business dokumente. Ne? I po drugoj strani Microsoft ima to navado da on pušća tako neke kose, da rečem niše, partnerima. Da Microsoft partneri te luknje nafilaju. Pa su vsi zadovoljni. Recimo, eni Microsoftovi partneri implementiraju ERP ili poslovne aplikacije, kao Beterna recimo, zaradi tega, ker Microsoft naredi ogromno zadevo, konfigurabilno, ampak, če to gre zdaj na Elektro Ljubljano, rabi da se to prilagodi. A ne, kot je SAP šel na davčno pravo, to se rabi prilagoditi. In potem Beterna to dela itd. Ampak to, kar je Microsoft, znači Microsoft ima Beterne, to su tako imenovani sistemski integratori, pa ima takve kot smo mi, ki delajo take produkte, ki zafilaju luknje, ki jih Microsoft nima interesa zafilati. To je pomembno za end usera, pomembno je tudi za Beternu kao sistemskog integratora, ker se drugače muči s tim built-in tehnologijama. Microsoft im je neki dao za to, ampak to stane, kuri resurse, njihovi resursi developerski su dragi, ukvarjuju se s tamo nekimi dokumenti, pa uzameju od Centric, end user, ali pa Beterna sama, in to naredi 10krat hitreje in svi zadovoljni. I tako mi prodamo za to malo nišo biznis dokumentov preko tih naših sistemskih integratora, to su potem i naši partneri od Microsofta, mi prodajemo end useru to malo zadevo. In potem, zdaj, ja. To je partner channel, se imenuje ta vrsta biznis modela, ne? No, pa si pa vmes omenila, da je pač to za end userja 10krat hitrejš. Zdaj pa me zanima, ker če je česa v medijih zadnje, bom rekla, leta, intenzivno pa mesece in tedne velik, je umetna inteligenca. Vse povsod je že to umetna inteligenca in imaš na eni strani ljudi, ki zelo resno opozarjajo, kaj vse to lahko pripelje, ljudi, ki opozarjajo, češ, da je to, ne vem, poguba človeštva, ljudi, ki so zelo vznemirjeni, kaj vse to prinaša. No, zdaj pa ti, ki delaš na tej sceni, koliko vam, a ga že uporabljate pri vašem delu? Ja, si mislim, da ja, ne? No, in koliko vam to olajša, pohitri, kako razmišljaš o AI v tvojem biznisu? Pa AI je game changer in mislim, da tisti, ki su zelo sposobni, da tako rečem, ali senior level of knowledge, mislim, da si oni boostaju svoj power na potencu 100. Se pravi, jaz lahko zdaj
s ChatGPT-jem ali pa ne vem, s nekim drugim AI pomočnikom, a ne, se zelo hitro izeduciram za vse, kar ne vem. Lahko mi je brainstorming partner, kako celo, da zapeljem neko tehnično rešitev ali pa intervju za job. V bistvu je zelo sposoben, moram reči. In to je zdaj. Ampak jaz si niti ne upam razmišljati, kaj bo čez 1 leto ali pa 2. In mislim, ne 10, čez 1, ja. Jaz mislim, da čez 1 bo že drastična razlika. Potem, kaj Microsoft zdaj počne? On gre v smeri tako imenovanih headless apps. To pomeni, znači, to, kar mi delamo, so poslovne aplikacije, Microsoft jih imenuje Biz Apps ili Business Applications. In on gre v pravcu headless business applications. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo end user, namesto da odpre ta app pa da klika s miškom sem pa tja, da on bo odprl svoj telefon pa bo rekel: Ej, jaz rabim zdaj poslati quote tem customeru, customer je iz Amerike, mislim, da se imenuje na bla bla bla, i tom kontaktu od customera potvrdi mi, a imam prav. Pa mu AI pove, ja, imaš prav, ali su 3 opcije, clarify, ok. Pa reče, da hočem da mi izdelaš quote s tistimi produkti, da izberi mi template, želim docentrikov template, izberi mi ta template, ki ima product images, ker jih ima več, a ne za quote, to je naredil s našim toolom, ampak on dejansko komunicira v native language-u, se pravi v naravnem jeziku, in ta, ki ga posluša, tako imenovani zdaj AI agent, prevodi to v klice do metod od tih biznis aplikacija, zdaj se te metode predstavljaju na nekom interfejsu, čemu se reče MCP server. Vem, da je to zdaj full abstraktno, ampak to je zdaj najnoviji hit v Microsoftu, MCP server sem pa gor pa dol. In vsi ti interfejsi, metode, tabele su ispostavljeni agentom. I taj agent je toliko pametan, da on iz native language-a infera katere metode po poklicu, katere tabele su involvane. In v bistvu izvaja servis API calls po svojoj nekoj logiki inferanja. I zdaj to dela tako. Ampak čez 1 leto ni isključeno, da bo AI isto, kar je Google Maps danes. Čak, ti si rekla, da v bistvu ful morate skozi zaposlovati, ampak ta orodja bodo pa med drugim naredila tudi to, da se bo ene stvari toliko pohitrile, mogoče tudi, da ne boste več rabili toliko ljudi zaposlovati. Ali se motim? Ali boste vseeno? Ja, nisem prepričana, ker nemam izkušnje iz tega, Nataša, res nimam. Jaz sem zdaj vedno odkrivam novo fazo biznisa. Zdaj smo v fazi te velikosti in vem trenutno, da kako se mašinerija povečuje, rabiš ful dodatnih memberjev, a ne, da vse komuniciraš, da se naredijo izdelki, vse, kar ti narediš, se mora dokumentirati, mora se komunicirati navzven, morajo se ljudi sinhronizirati, razen tega nismo še prišli do konference. Puno nekih stvari, pa imamo te produktne linije, to je ta ena, ki zdaj o ERP-u govorimo, zdaj za CRM delamo, pa bomo za drugi mali ERP naredili, BC, da imamo Dynamics Umbrella pokritu, pa imamo tu komponentu za developere, pa želimo nju, tako da mi bomo imali full nekog dela, a bo nas AI zamenjao, ja full brainstormam sa samim AI-em, ali nas bo zamenjao, in mi je on recimo povedao mi je, da v bistvu konkretno naš biznis, dokument dizajn je zelo deterministički i AI ni deterministički. On ti naredi enkrat tako, a ne? Ampak to je za enkrat. A ne? To je zdaj zelo zanimivo, kaj bo, jaz ne vem. In je vse boljši, ne? In pa rekel, gle, evo, ja, ko sem to vse slišala, pa ta MCP server, pa agentik, zdaj, ok, ta drugi produkt, ki ga delamo za CRM, on bo agentic friendly.
Znači, jaz moram biti konkurenčna. Agenti, če jim jaz ne pripravim zdaj te metod kole pa to, nič ne bojo mogli narediti. In Microsoft ima blazne probleme, če ni dobro delal svoje rešitve, ker potem agenti ne bojo mogli te rešitve tako uporabljati, kako je Satya Nadella, ki je CEO of Microsoft, zamislio. On je, taj človek, je toliko trmast, kako da rečem, toliko je veliki vizionar i ker ni mu toliko ratilo s tim copilotom na Microsoftu, on je zdaj rekao, jaz ne bom več public CEO, to je zdaj prepustio enem drugem da on to dela, Satya Nadella osebno krmili te agente i da doseže headless business applications. To je nevjerojatno. On kliče inženjere, rekrute ih, slišala sam da im plaća po 1, 2 miliona letno, najboljše ume u AI industriji i želi da Microsoft win this race. Jer je race zelo velik med teh gianti. Ja osebno mislim da je to zelo nevarno. Zaradi tega, ker mi ne vemo, kaj su outcomi, mi nismo premislili i humanistika se nije uključila i mi nismo pripravljeni. Jaz nisam pripravljena da verjamem Satyi Nadelli, nisam pripravljena da verjamem Elonu Musku, niti Sam Altmanu, ki vodi OpenAI, da su oni toliko pametni za celu planetu. Jaz ne mislim da oni znaju kaj delaju. Ampak očitno da je neki u njima, ne, oni su pioniri i oni hoćejo da naprave taj super intelligence. I to je ta tekma. I to jaz ne vem, ja mislim da mi nič ne moremo narediti. Mi se ne moremo zaštititi, ne moremo se pripraviti. Jaz vidim da je to zelo hitro. Ja vidim koliko je recimo ChatGPT pametan in razmišljam. ChatGPT koristi znanje cele planete. Tisuće let našeg znanja, bere znanstvene radove, sve, znači bez ikakvih autorskih pravic i super je pametan. Znači to su svi naši mozgovi v enem. I zato je super pametan. Ampak to, kar jaz plačujem ChatGPT-u, ide u ruke Sam Altmanu i OpenAI-u. In to ni fair. I ja mislim da oni moraju da daju nazaj u humanity, u planetu, a ne. I To se mi je ful... Pa kdo bi ih... Da zaključim. Ne, ampak kdo zdaj bo njih prisilo? Kdo? Ne vem. I zato mislim da smo u zelo teški poziciji, no. Ne. Ne, veš, kaj se mi je zdelo ful zanimivo, kaj si rekla, da zdaj, ko si o AI-ju govorila in omenjaš, da se ti ne zdi dovolj premišljeno, da eno so pač tehnične rešitve in te outcomi, ki se zgodijo, drugo je pa nevključevanje očitno še vedno nekih humanistov, družboslov, v to premisliti, kam in kako naprej. A veš, kaj te spremembe to ni... To su pretenciozni ljudje. Ja ne vem kako si oni, mislim, kako se drznejo, ampak mogoče zdaj je to, kje su tu žene? To su sami moški. To je, če mene vprašaš, politički nekorektno, ali sam testosteron. Znači, jaz bom, zdaj oni, ja razumem, fascinacija s tehnologijo, to je res, kaj ta AI zmore i to je neka sila, ki te vleče, da ti zdaj to narediš, da razviješ. Ampak je to zelo nevarno. Komu oni bojo prodajali? Če bo zdaj firme vse ljude odpustil, kdo bojo kupci tega? Kaj se bo zgodilo? Čemu to? Jaz to res ne razumem. In mi je žao da recimo države ne morejo regulative sprijeti. Tudi če bi hotla. Ja mislim da tisti toliko drvijo naprej i ja ne znam kaj je rešitev. Mislim da se malo više zdaj govori. Na začetku se ni toliko govorilo. Zdaj se več govori... Vse se bo verjetno tudi s časoma, saj tako, kot si rekla, veš, napredek je tako hiter, da težko dohajaš, kaj vse se da, pol je pa že nesi na naslednji stopnički in tako dalje. Saj se mi zdi, da se dodajajo tudi različni aspekti, pa vsaj, ko berem intervjuje z ljudmi, ki so, ne vem, bili res pionirji, ne vem, interneta, tehnoloških stvari, da so vsi tako malo dvigujejo roke, tako, kot ti sama praviš, da je nevarno. No? Ampak to se mi pa zdi zelo pomembno, in tudi občudovanje vredno to, kar delate
z in v Docentriku namreč, da imate kljub temu, da ste visokotehnološko podjetje, kar prisoten ta humanističen, družbosloven razmislek, kaj delate, kam greste, ali pa na drugačen način tudi, ne vem, bom zdaj rekla to zguljeno frazo, vračate družbi, ne. In se mi zdi, da je to, da se to vidi, da si ti ko-šefica, kar ne maraš tega izraza, ampak servant to the kaj je že izraz? Ja. Ne, da se ti zdi za samo tudi kulturo podjetja, štimungo v podjetju, iniciative, za katerimi stojite ali pa jih gradite, konec koncev tudi konferenca Dynamics Mind, ki se postavlja za eno od, če rečem tehnoloških konferenc pri nas, a to prav rečem? Ja, dobro si rekla. Je, To je ne. A veš, Technology in First da konferenca. imaš, da odpiraš te teme, ne, to se mi zdi pomembno, ne. Mislim, tako, res hvala, da se tebi zdijo te stvari pomembne, ke vodiš toliko, pač podjetje, ki šiba v to smer, v katero vsi zdaj šibamo, ne. Ja, mi sigurno na Dynamics Mindsu, i ja bi pozdravila ceo tim Dynamics Mindsa, ki je enkraten, a ne, i zelo velik humanist, ki tam dela in humanistov, a ne. Kaj delajo? Kaj delajo humanistke ali pa humanisti pri vas? Ali pa Marketing. družboslovci? Marketing. Ne samo marketinga, ne, ampak i recimo taj social responsibility program, ki ga zdaj imamo, a ne, za inženjerku leta, za data fair, da se tudi malo, mislim, da vračamo družbi v tem smislu, da res podržavamo ženske v IT, v biznisu, v tehnologiji, potem malo kultura, malo sport, malo otroci, tako. Se pravi, neke inicijative podpiramo, zdaj več in več moramo bolj planski, a ne, ker je preveč tega in moramo res izbrati, za katere mislimo. Tudi neodvisne medije, ja, tako. Se pravi, gledamo, a ne, ja ne mislim o tem toliko, koliko zdaj to dela naš marketing tim, na čelu s Sireno. Ampak čakaj, te moram takoj ustaviti, Bentež, to je ipak podcast o medijih. Kaj si pomislila glede neodvisni mediji? Kaj to delate? Pa, tu moramo omeniti Jureta, znači ja sam tako ta inicijativa za žene, Okej. Jure je, se pravi, zelo obremenjen z mediji in z neodvisnimi mediji. Oziroma on recimo je prvo, on je skozi spremljal BBC. Se pravi, njega ne zanima toliko, da rečem slovenska. Izvinjam se. Mislim, zanima ga slovenska scena, ampak on gleda globalno, ne, in on je spremljal BBC. Pa se on u BBC se ful razočarao, ker je video da je recimo kako BBC zdaj govori o Izraelu, Palestini, kako govori o drugih področjih na planeti, a ne, da je to zelo obarvano, a BBC naj bi bio kao neki pojam u novinarstvu, ne. In pa je on začeo Democracy Now i ne vem, neke druge stvari je otkrivao, ne, in je potem tudi rekao, tudi u Sloveniji, mi moramo podpreti neodvisne medije. Tako da smo mi podprli, mislim da ne vem da li to treba da govorim, podčrto, pa Kakor želiš. Ostro, kako se imenuje? Oštro. Dobro, Oštro, da, to. Njih smo podprli i bomo še nadaljevala, ne, v tem, ker mediji su zelo pomembni. To, kar sem rekla na začetku, da si ljudi pričaju priče, a ne, če nisu informirani, a ne, pa nekako moraš imeti dobro, ti mediji su proti korupciji predvsem namenjeni, ampak tudi nekako proverena i pravovremena informacija, ne, je zelo pomembna, ne, in da imaš taj neki editorial level. Jer danas su svi pametni, svi sve znaju i vsi su strokovni in taj over-informed efekt. Vsi smo na koncu over-confused. Jaz bi se ful rada vrnila da imamo editore, ki su kompetentni, ki su, da kažem, trustful, da lahko zaupam, da je ta editorska hiša zame izbrala neki, čemu jaz lahko verjamem, a ne. In da je objektivno, da je, ne vem, respectful, da ima i neke vrednosti, se pravi da to. Tako da ja sama zelo biram kje se informiram, a ne.
No, daj povej, kakšna je tvoja medijska dieta? Kakšna je, se pravi, kaj spremlja, posluša, gleda, servant of the people, podjetje Pa, Decentrik, kaj tebe napolni z, ne vem, dobrimi informacijami? jaz isto kot Jure, mislim, ne spremljam toliko slovensko Ja, sceno, saj, moram mislim, reči. povej, kaj, kje si, ja. Moram reči, da bolj gledam globalno sceno in gledam tehnološki deo i gledam politični deo i gledam biznis deo. Tako da ja, mislim, jaz rada imam fully biznis i tehnologiju in kar se tiče biznis podcastov, tu res ne gledam slovenske, poslušam podcaste, international, tudi ene srpske podcaste o biznisu, ful zanimivih ljudi sem slišala in veliko njih smo tudi kooperirali pozneje. Ful zanimivo, ker potem izveš o njih, kaj delajo, kaj počnejo. Ima en v Srbiji podcast, se imenuje Pojačalo, zelo je neznan, mislim, sad sam se mogoče nisam, mislim, nije toliko afirmisan recimo, ampak toliko dobrih gostov sam slišala i ljudi, ki po celom svetu neki delajo. En takav primjer je ta Igor Simić za video igro, ne, ki je direktor, mislim, režiser iz Srbije, ampak je, kako da rečem, kosmopolita i študirao je u Njujorku in jaz bi rekla, ne vem, ni Marina Abramović, ampak ima neki posebnega, kako on komunicira svojo umetnost publiki, da je pitka, tudi čez video gaming, ne, da je pitka, ampak da je statement i da v bistvu ti prenaša neki message. In message je tu, pa zdaj ti poglej, a ga boš gledal površinsko, a boš gledal globlje lejere, ne. In tako da recimo ja tako otkrivam neke zanimive ljude, ampak kaj sem pitala, kje se informiram, pa ne vem, na YouTubeu, ne. Imam določene, na YouTubeu. imam določene, se pravi, zdaj sem tudi pozabila, kako se imenujejo, ampak No, se jih je, recimo, se jih je res toliko, to se meni skozi dogaja, ki mi reče, kaj že poslušaš in pol sem ti iz unga, tega, tistega, katerega že. ne bi da zdaj užalim eno žensko, mislim, ona nikoli ne bo slišala z mene, ona je Američanka, ne, ampak ona mi se zdi recimo ful dobra, pa tako zelo spremljam, kaj Trump dela in kaj bo delal, okej. recimo to. Pa tudi malo gledam tudi slovensko sceno, moram reči, zaradi tega, ker vpliva na naše poslovanja, ne, recimo. Poslušala sem celo Aida podcast, poslušala sem Luko Meseca. Meni se zdi super, da ljudje različne vire pogledajo, pa si pa lažje ustvariš, kje si, kaj Ne, imala misliš, sam a veš. predsodke prema njemu, zato sam rekla. Pa mi je bio ful Aha. všeč, kako je nastopal. Okej. Interesantno, ne, ampak tako, informiram se na svih portalih, i na Dnevnikovom, i na 24 ur, na N1, tu se recimo glede Slovenije informiram, pa regiona. Pa tudi Indeks gledam. Indeks mi je zanimiv, ker v prvi plan da novice iz sveta. To mi recimo ful zanimiv pristop. Pa gre na hrvaške novice, recimo, spodaj. Ampak prvo su te iz sveta, to mi je recimo zanimivo. In tako da jaz pogledam vse v regiji. Tako da si na tekočem. Kaj pa družbe, kje pa stojiš, kar se tiče družbenih omrežij? Kako se ti pa to dopade? Ne, nikakor, ne to. Na Facebooku, na Facebooku. Nisi nikjer? LinkedIn? Moram LinkedIn. LinkedIn je za poslovne namene, ker je to res platforma, ki mi v bistvu tudi recruiting delamo, tamo veliko strokovnjakov recimo objavlja, kaj su naredili. In pa mi na osnovu tih njihovih izdelkov se odločamo, jih bomo kontaktirali ali ne. Tako da jaz spremljam LinkedIn tudi zaradi tega. In je to tudi način, da se mi reklamiramo kot konferenca ali pa kot produkt. Tako da LinkedIn je ena stvar, ampak vse drugo spremljam samo zaradi tega, recimo, da vidim, kaj moji sinovi delajo. Stokaš. Malo stokam, da vidim. Ampak drugače ne, da neki objavljam, to mi je ne morem. Energy consuming mi je to ful. Ker imam takšno strokovnjakinjo pred sabo, te pa moram to še vprašati. Ne, ja nisem strokovnjakinja, kje pa, da.
Ajde, reci. Pa mislim, koliko nisi. Lej, to je spet ta ženska fora, ki se Ne, ja nisam znižujemo imposter. Ne. Mnogi žene imaju imposter, to je sigurno, velik manj moški, ampak ja nisam imposter. Sam tako, moraš biti humble. Nisam ja strokovnjakinja, Nataša. Dobro, na ene stvari se, pa bomo tako rekla, na ene stvari se bolj spoznaš, kot se spoznam jaz in mogoče marsikdo, ki bo poslušal to epizodo. Okay. No, ampak to sem hotela reči pri družbenih omrežjih. Kako pa na to gledaš, na ideje o prepovedih družbenih omrežij za mlajše od 16? Zdaj, ti si veliko s tehnologijo, veliko bolj razumeš kot velika večina nas, kako deluje in kako lahko zasvoji, kar so očitki tem, ki so kreatorji tega in algoritme, kako jih nastavijo, ampak kako ti gledaš na prepoved družbenih omrežij za mlajše? Jaz bi v bistvu prepovedala družbena omrežja in general. Za vse. Ne, v bistvu družbena omrežja su začela kao zelo dobra ideja in je tudi AI začel kao zelo dobra ideja, ampak družbena omrežja su potem zdaj tudi uz pomoč AI-ja tako naštimana, da tvoj behavior spreminjajo i da iskorišćajo tvojo anksioznost, tvoje strahove, tvoje frustracije, da ti ponudio neki da te iskorišćajo. To i da te recimo usmer, mislim, ni sve crno-belo. Recimo, meni je všeč da YouTube ve kaj jaz poslušam od podcastov in mi včasih predlaga i otkriva nove stvari, ki su mi zelo všeč in hvala mu. Super. Ampak, isto tako, če ja neki gledam na YouTube-u in recimo o menopauzi sicer, ne? In pa grem na Facebook in dobim 1001 pripomoček za žene v menopauzi, je meni jasno, da sam ja poslušana, ne? Tako, da te vrednote, ki ti plasirajo, pa poglej kako se ta šminka, pa poglej kakšno ja imam jutarnjo rutino, poglej mojo kožo in tako, toliko ti injektaju nesigurnosti da to ni dobro ni za odrasle, kje pa za otroke. Znači, če bi družbena omrežja bila funkcionalna i bolje dizajnirana, go for it. Ampak takšna kakšna su zdaj nisu ni za odrasle, kje za otroke. Ja mislim da otroci bojo ratali bolj živčni, neurotični, nesigurni, ne vem. Mislim, ja nisam za to sve ili ništa, ne kao daj da ih, ampak ne vem kako bi popravila. Ta družbena omrežja nisu cool. Imaju prednosti sve, da evo LinkedIn nama full pomaga, ampak jaz ne vem, to je vse tako se spremenilo. Zelo težko rečem, se spremenilo na huje. Ti algoritmi nas krmilijo. Mi smo papeti ratali. Mi smo papeti. Mislim, ja se upravičujem, tako pričam, ali res smo lutke, gle. Pritisne na baton i meni se pokaže tamo en brand in ja gledam, full dobar in kupim. Da mi se ni pokazao, ne bi kupila. Pa dobar brand. Ampak tako, mogoče bom rabila, gle. Mogoče rabim tri jopice namesto ene, gle. Mogoče, kaj če prva, a veš, se zgubi, da imam še drugo, pa še tretjo omarja, ne. Tako. Dekaj smo že pri tem, kaj ti svetuje glede mene? A dobiš kaj dobrega, kakšne dobre uporabne nasvete, da delimo z poslušalkami? V bistvu me je ChatGPT ful dobro edukovao glede mene in ja sam drugač na HRT, Hormone Replacement Therapy, ja vsakim preporučam to. Ker nisam mogla spat, to ni zezanje, mislim, menopauza te lahko udar tako da ne moreš spat. In če ti hronično ne spiš, to je bilo glavna stvar pri meni, ne. In ja zdaj spim. Tako, hvala ginekologinjama, ki su ukvarjali z mano. Ja sam šla kod već njih in je to taka ena tabu tema, ne. Pa kao, joj, zdaj boš HRT, pa kao boš dobila rak dojke. Ja sam se full informirala, res, koliko je tveganje, a je res tveganje, kako to vpliva, consent prons, pa se nekako odločiš, a ne. No, lej, še lepo na sveti. Hvala ti, Ana Gligorijevič. Se pravi, ChatGPT, vaš konkretan problem bo in im je on tudi vse, recimo jaz z njim,
a se isplača da radim blood work, se pravi laboratorijo. Moraš biti sam svoj, ne vem, ker ne obstaja, recimo v zdravstvu, ne obstaja holistična obravnava, ne. Ker recimo hormonski problem za ženu, to je holistični problem in ne more ga samo ginekolog reševati. V bistvu je to, ampak nimaš take osebe, svi znamo da je zdravstvo. I pa evo, recimo, ena super primjena uporabe AI bi bila da imamo našeg health care advisora i on je, še enkrat, vsi mozgovi na planeti su tamo, ne. I on ful ve, lahko se tudi zmoti, ne. Ampak on meni res razloži, ne, in jaz potem probam to, mislim, imam kritičku misel še vedno, ampak jaz sem mu hvaležna za menopauzu. Ok, no, to mislim, da še v Metinem čaju o tem nismo govorili, ampak poglej. Ampak res ChatGPT za menopauzične probleme, menopauzični beli, kako da spim, a mi lasi izpadajo, ne vem. Čakaj, stop. Kaj je za beli rekel? Rekao mi je kako moram, recimo, če bi hotela da se znebim belija, ne. Ja, dej, povej. Ja, da to, kar rečejo kao high protein, kao prehrana, ne, da ne smeš pred spanje jesti proteine. Recimo, to sam se ja sam mislila, sad sam lačna, zdaj bom pojedla proteinsku skuto, on je rekao, ne. Ampak v bistvu sam že vedela to, kar mi je rekao, ne. I da moraš vaditi, moraš se sprehajati. Ja, to je lej. Tako da, ampak ne rabiš ful neki teč, ali pa ne vem. Samo dobra prehrana, pa veliko sprehajanja, pa malo z utežmi, pa tako, pa da aktiviraš, da se šalješ signal v beli, da je aktivan. Lahko se še pol dobimo, da ti pokažem svoje vaje za beli. Lej, to je pa, Ana, to je pa za naslednjič, ker bomo enkrat mogli drug del posneti, tistega bom pa v video izvedbi. Tam pa pol sledijo tudi vaje z Ano Gligorije. Ja, majko mila, dobro, okej. Dobro, lej, najavila sem, toliko da veva. Važi. Ana, greva zdaj še na ta Dynamics Mind. Slišali smo od te tvoje poti, kako si se zgodila, kako si prišla v Slovenijo, kako ste štartali s tem podjetjem, tudi razmišljanja o AI, pa ženskem poslu. No, zdaj pa povej, Dynamics Minds se postavlja v Sloveniji kot ena konferenca. Jaz sem imela priložnost lani biti na njej kot moderatorka enega od omizij in moram reči, da res grem in delam veliko raznih konferenc in podobnega, ampak tale je bila pa kar mind-blowing. Mogoče tudi zaradi tega, ker je šlo za sceno, na kateri nisem toliko pogosto kot mogoče na kakšni drugi, ampak to je bilo tako na enem drugem nivoju in vi ste to zrastli. Dej, na kratko povej, zakaj sploh pri tej konferenci gre, kaj iščete, koga hočete tam imeti, kaj bo letos? Super, hvala za vprašanje. Mislim, Dynamics Minds je super stvar. Mi smo se odločili tako, kako sem ja prišla v Slovenijo, ne, rekreativno, mislim, lahko misleno, ali pa v nekoj vrsti. Ni to bilo nepremišljeno odločitev, moram reči, ampak recimo, ti se zdaj odločiš, da imaš otroke, a ti veš, kaj te čaka. Ti lahko prebereš ful knjig, lahko se pozanimaš, ampak ti, dok res ne začneš ta projekt, ti ne veš, kaj je to, ne. Isto je bilo z Docentrikom, isto je bilo z Dynamics Mindsom. Ti nekako vidiš, opazuješ druge konference, si misliš, kaj je to, narediš tudi neki plan, program, budget, karkoli, ampak pol, ko ti res stopiš v ta projekt, vidiš prave izzive, na katere nisi računal, ker nisi mogel vedeti, ne. Pa neki druge dejavnosti se kar pojavljajo, ker je zdaj se spremenila scena, pa se zamenjajo kadri v nekih firmah, v Microsoftu in tako naprej. In ti pač to rešuješ in imaš i neke assumptione na začetku, zakaj bi ljudi prišli v Slovenijo, pa se izkaže, da, ker mi smo imali ambicijo, da je to World Conference in da vsi, ker je Microsoft globalna kompanija. I vsi ti Microsoftovi partneri, kot je Beterna tukaj v Sloveniji, ali pa Docentrik, ki je, da kažem, nije sistem integrator, nego independent software vendor, se upravičujem za sve te drugačiji, pač mi delamo produkt, oni delaju pač implementaciju business aplikacija. Mi smo hoteli da ti
implementatorski partnerji, pa ti produktni partnerji, pa Microsoft pridejo skupaj iz celega sveta in da tukaj imamo Technology First konferenco, ampak istočasno, ker kaj? Tehnologija je, kako zdaj se nekaj naredi, prišli so novi načini, novi approachi, novi tooli, novi design patterni, super. Ampak vedno manjka, zakaj? Zakaj smo to naredili? Pa, a ima to neki side effect, a ne? In mi smo hteli, da še te dimenzije damo noter. Da se res pomenimo, kam mi gremo s tim copilotom, kaj je to do more with less. Ne, ja. V bistvu, kaj je to optimizacija, a ne? Kaj to pomeni, a ne? Kaj je to, da si be productive? To je mantra. Boš imel copilota in boš 100-krat bolj productive. Kaj pomeni, da si productive, a ne? V bistvu, ne premisliš, zakaj neki delaš lahko, a ne? Pa kaj je optimizacija? Je to, da tvoja firma ima večji revenue? Jel si optimizoval firmu? Mislim, kje so tu vrednote, a ne? In je res, res smo hoteli, da to bude value driven konferenca, kot je Docentric value driven firma, a ne? In mislim, da smo uspeli to, da iskomuniciramo atendijima in da smo mi vrlo, vrlo autentični in da smo zelo iskreni v tem, kar počnemo. In so to ti prvi atendiji, prva edicija je privabila 600 ljudi, da so oni to začutili. In pa se je to širilo in v tretji ediciji je že bilo prek 1000 in zdaj je to the thing v tem našem communityju na svetskem nivoju, a ne. In mi za vsako edicijo imamo neke silver lininge, productivity je bil silver lining, recimo, ko si ti bila, zdaj pa ta edicija bo o optimizaciji. In zato mi želimo da preko Dynamics Mindsa, znači, to je pre svega food for our soul. Mi smo tako v konekciji s tim našim communityjem, ampak istočasno mi probamo da dvignemo neke debate. Mi ne moramo biti aktivisti, ker mi smo vendarle Microsoft partneri, ampak probamo da raise awareness and dialogue why we are doing this. Are we aware where we are going with that? No, to se mi zdi ful pomembno, to, kar si rekla, zakaj. A veš, ker eno je, mi to znamo, dajmo zdaj mi to delati, ampak tudi zakaj delamo, kakšen vpliv bo imelo to, kar delamo na družbo, na ljudi okoli nas, ne? Ja, tako. Tako da mi imamo taj fifth track i fifth track na konferenciji, razen tih tehnoloških trackova i poslovnog tracka, imamo i fifth track, kje se prav govori o takih temah. Recimo i o etičkom marketingu, to je to, kar sam rekla da nas marketing danas sili u slab behavior i ruši nam sistem vrednot, a ne? O tem se govori, o takšnih temah, a ne to kako ti boš zdaj čim več lidov spravo do prodaje, ne? Mislim, ja, okej, ampak dajmo pogledat malo, ker časi su drugačni. Vrednosti kolapsirajo, Nataša, in mi moramo nekaj narediti, to je naša odgovornost. A imam prav, če rečem, ker si na začetku omenjala, da koliko iščete pač te visoko usposobljene eksperte in da oni rabijo inspiracijo. Glih pred dnevi, pa sej ne samo eno, ampak več stvari sem brala na to temo, ni več, pa verjetno že kar nekaj časa ne, samo te mi bojo dali, karikiram, 100,000, oni mi bojo dali pa 500,000, ampak da se išče že tudi, kaj zagovarjate, da rabijo inspiracijo, to, kar si omenila, ne, da ni dovolj, mislim, zakaj, točno to, odgovor na zakaj, kaj bo to, kar delam, pomenilo širše, po čem si me bojo zapomnili, ne. Tako, neki legacy, neka vizija, pa tudi ta vrednostni sistem, to je kultura podjetja, ne. To je to, kam gremo, to je vizija, ne, ampak tudi vrednote, katerih se držimo. Se pravi, transparentno, fair poslovanje, win-win za naše stranke, win-win za zaposlene, kot sem rekla, sodelavci, nezaposleni, ne vem, kako da rečem, a ne. Pač, gle, vse je minljivo, a ne. In ja mislim, da si mi pridavamo preveliko važnost, a ne. Mislim, evo, ja sebi nočem pridavati preveliko, ampak tako, če pogledaš, danas jesi, sutra nisi,
A veš, Točno to. in nekako dajmo, da naredimo nekaj dobrega. Glej, ne vem, koliko bomo še živeli, glej, zdaj je tu AI, ajmo nekaj, da naredimo, moramo tvegati, ne moramo biti potuhnjeni, ali pa rečemo, to se mene ne tiče. Biti neutralen, zdaj so prišli časi, meni se zdi, da moraš, da se sajdaš, ne moreš zdaj več biti neutralen, ker si potem ti aktivno začel participirati v kolapsiranju vrednot vsega, kar gledamo zdaj. Poglejte Trumpa, poglejte, kaj se dogaja, mislim, moraš se sajdati, zdaj, meni se zdi, gled, to je samo moje mnenje, jaz zdaj ne vem, govorim samo v svom imenu, ne. Lej, ko bomo imeli enkrat video, ne, bi videli zdaj, da to zelo prekimavam in da kimam. Tako da jaz sem tim Ana, kar se tega tiče. Okay. Ana, ampak povej, kaj tebe danes v svetu, kakršen je, pa bova počasi zaključili, kaj tebe driva naprej? Kaj je tisto, kar tebe pri tem delu, ki ga delaš že nekaj časa, zabava, zakaj se greš vse to? Zdaj je to zelo kompleksno vprašanje. Jaz bih rekla, da je začelo kao neki drive, da jaz imam freedom. Ker ja, na primer, nisem imala srečo, da delam v takih podjetjih, da bi res se tam čutila, da bom... Mislim, jaz sem uživala v svom delu v vsaki firmi, ampak nisem nekako verjela v viziju firme. Zdaj, razne so to bile firme, razno so se stvari dogajale, mogoče, da sem delala v nekih drugačnih firmah, bi bilo drugače, ampak jaz sem hotela imeti neki svoj freedom v smislu, da nekaj bom ustvarila skupaj, evo, z Juretom sva ustvarila in nama je to bilo kot en journey, ena avantura, ne. In tako da recimo, da to, kar delam, je še vedno ta mission, ki ni accomplished. Nekako nismo še naredili sistem, ker veliko moramo delati in da bi, ne moreš zdaj na polovici odnehati. Razen tega, velika je odgovornost, ker če sem ja ljudima govorila, mi bomo tam prišli, mi bomo to naredili, kako jaz zdaj rečem, jaz tega zdaj ne grem. Se malo je glupo. Tako, se pravi, prvo je mission in ja, v tem journeyju resnično uživam, zaradi tega, to je zdaj, kako sem ja v osnovni šoli, po srednji šoli, vse me zanimalo in to je mogoče da sem tak svestrana in meni to vse ful prima, da tako malo dela marketing, malo tehnologija, malo z ljudmi in super. Tako da mene to tudi izpolnjuje. Znači, zakaj to delam? Zato, ker mi daje neku dozu svobode, izzivov, delam, stvarno sem okružena z ljudmi, ki so fantastični, a ne. Nekako bolj sem krojač svoje usode, kot bi drugač bila. Nemam recimo časovno slobodo, ne, to nimam. Ampak recimo, da nekako delam po svojih močeh. A je to najboljše, če bi zdaj ti mene vprašala, a bi vse isto naredila, to je ful težko vprašanje, ko bi se vrnila nazaj. Jaz ne vidim, kaj bi drugače. To je bil journey. Ja imam samo eno življenje, nisem ChatGPT, on ima vse mozgove v enem, ja imam samo en mozak in to dokler traje, kaj čem. Mislim, ne vem, kaj da rečem. Ne, mislim, super odgovor. Ker počasi bomo šli na zadnje vprašanje, ki je tudi vedno enako vsem, ki so gostje v Metinega čaja, ampak ker si že na začetku omenjala, da morate skozi zaposlovati, pa če je kdo zainteresiran, daj sam povej, kakšne profile iščejo, kdo lahko potrka na vaša vrata, kaj iščete ta moment, recimo, če komu to pride prav. Pa, ja, mi v bistvu vedno iščemo, to je zdaj klasičen odgovor, super sposobne ljudi, ampak zdaj trenutno, kar iščemo, so ljudi iz tega našega ekosistema. Zakaj? Prvo smo iskali iz drugih, da rečem, tehnoloških področji, ampak smo ugotovili, da onboarding v naš ekosistem traje vsaj 1-2 leti. In zdaj, ko smo slučajno videli, mislim, prvo smo zaposlovali v Sloveniji. Mislim, tako, prvo smo se orientirali na Slovenijo, koga ti osebno poznaš, pa nekako zaradi Dynamics Mindsa in tega imamo i Dug Adriatic meetupe, to delamo na XU, pa smo potem nekako tukaj operirali
zaposlovanjem. Ampak pa smo zdaj začeli izvan tega in smo pravzaprav, evo, nam je Dynamics Minds v bistvu prinesel ta trust v naš brand, ker ljudi znaju da je Docentrik v bistvu, kako da rečem, osmislio Dynamics Minds in potem nekako smo dobili takve kadre, ki su že v tom našem ekosistemu in naprimer delali su za Microsoft, ki dela prav to, kar mi delamo. In pa smo videli da je onboarding en dan. Tako da mi zdaj, dok smo v tej fazi, da rabimo te strokovnjake, rabimo zdaj strokovnjake iz Dynamicsa i Power Platforme, tako da evo to lahko rečem, ampak tudi iz humanistike, rabimo za naš marketing tim, za konferenčni tim, za HR tim, tako da vedno rabimo dobre strokovnjake. Je placa. Okay. Uvek je plac. Jaz res, kako da rečem, ohrabrujem, encourageam, imamo i careers page, lahko se prijavite, tako da... Cool. Ana, hvala za to. Piko na i pa bova temu najnemu pogovoru rekli z zanimivostjo. Vedno v goste vprašava z Aljažem točno to, da z nama delijo nekaj, za kar ocenjujejo, da mogoče veliko ljudi ne ve, pa bi jih znali zanimati. To lahko je s tabo osebno povezano, lahko ni, tako da zelo različen spekter smo imeli. Na nek način, če rečem po angleško, tell us something we don't know. Jaz ne vem, verjetno zdaj... mogoče ne bom nič novega povedala, evo, nisem, da rečem, dobro se pripravila, da odgovorim bolj originalno na to vprašanje, pa bom samo sugerirala neke podcaste, ki jih, v bistvu niti ne podcaste, nego persone, ki jih ja followam, kot mislioce našeg časa. Jaz spremljam Sam Harrisa, ki je recimo temu filozof, on ima Making Sense podcast in spremlja tudi, da rečem, vsakdnevne stvari, predvsem v Ameriki. Potem spremljam enega izjemnega človeka, njegovo ime je Mo Gaudat. Mo Gaudat je bivši, ne vem točno kaj je delal v Google, pozabila sem, ampak je bio chief neki officer. Razvio je tudi AI v Google, ampak je bio tudi za biznis in je bio visoko pozicioniran in potem se je njemu zgodila življenjska tragedija, da mu je sin na operaciji slepiča umro po napaki kirurga in to je njega full resetiralo. In je on zapustio Google, zapustio vse te privilegije, ki jih imeo in je začeo delati na sebi in recimo zdaj, ko njega poslušate, kaj on govori o AI-ju i kako on se bori, mislim, kao Luka Mesec, recimo, samo na drug način, ne? Da smo ljudi bolje enaki, pa da taj AI nas ne povoza, ne? On mi je v bistvu priporočilo number one. Se pravi, človek, ki je imao takve življenjske izkušnje, osebno tragedijo, kako je našel smisel v tem, da v bistvu je mislilec, a ne, mislilec, ali iz tog tehnološkog faha, pa ful je v tem, ker je on tudi v Google razvio AI, a ne. Tako da recimo njega bih priporočila Mo Gaudat, se piše Mo, G-A-W-D-A-T. Pa poslušam tudi tega Hararija, Yuvala Hararija i tako. Ja, v bistvu, to mi je kao food for soul tudi, ker oni su res takve teme, uglavnom je to, sve da je to AI, ampak i druge teme. In pa ti to da neku, da kažem, international poglede, ali ne samo international, nego sploh o čemu mislioci danas misle.
Evo, tako da bih ja to izdvojila, bih Sem si njih trojicu. vse zapisala, pa bomo zraven dali linke, tako da Ana Gligorjevič, Docentrik, najlepša hvala, za tvoj čas, za to, da si delila z nami tvojo zgodbo, inspiracija brez dvoma za marsikoga, tako da res hvala za vse, kar počnete, za vse, kar ti počneš in da razumeš, da je tudi v tem najbolj tehnoloških podjetjih fajn imeti zraven še ljudi iz drugih področji, kot Mislim, so ne kakšna fajn, nego humanistika. obvezno. Jaz bi rekla obvezno imeti. No, obvezno pa nemoj, da preteruješ, Nataša, mislim. Ti si mi se toliko si mi se zahvaljivala, ampak jaz samo tebi mogu da se zahvalim za opportunity, da tako v javnosti nekaj rečem. Evo, hvala tebi za povabilo i upam da nisam bila annoying. Znam da smo i divergirale i da ja full govorim. Tako da... Veš kaj, meni je bilo ful zanimivo, urca pa pol, pa že zdaj ti napovem enkrat v prihodnje spet, upam, da lahko. Važi. Hvala ti, Ana, in vse dobro. Važi, hvala. Ćao.